Sindikati, delodajalci in vlada so v okviru pogajalske skupine ekonomsko-socialnega sveta začeli pogajanja o pokojninski reformi. Za delodajalce je pomembno, da se ne povečajo stroški dela. Sindikati pa menijo, da za ženske kot upokojitveni pogoj zadostuje 38 let pokojninske dobe. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je opozoril, da če bo res prišlo do napovedanih odpuščanj javnih uslužbenk in uslužbencev 3 mesece po dogovoru o stavkovnem sporazumu, Konfederacija ne bo imela časa, da bi se ukvarjala s čimerkoli drugim kot s tem, da bo branila delovna mesta v šolstvu, zdravstvu in drugje. Vlada želi, da bi reforma začela veljati že januarja prihodnje leto, a sindikati opozarjajo, da s tako zahtevnimi reformami ne gre hiteti. Predsednik vlade Janez Janša se z ekipo ministrov in državnih sekretarjev mudi na Koroškem. Današnji delovni obisk so tradicionalno začeli z delovnim posvetom o stanju in razvojnih izzivih Koroške. Po posvetu se bodo člani vlade podali na več ločenih srečanj po regiji. Osrednje teme današnjih pogovorov bodo tretja razvojna os oziroma hitra cesta na Koroško, regionalni projekti, spodbude za gospodarstvo, okoljska sanacija Zgornje Mežiške doline in vprašanja ukinjanja oziroma sprememb delovanja nekaterih regijskih ustanov. V Revozu, kjer bodo zaradi prilagajanja proizvodnje povpraševanju po njihovih vozilih od danes pa do 28. septembra obratovali le v eni izmeni, sta uprava in sindikat podpisala dogovor o prilagajanju delovnega časa manjšemu obsegu naročil do leta 2014. V podjetju naj bi se odpovedali 2-odstotni uskladitvi plač z inflacijo, napredovanjem, nagrajevanjem, regres bo minimalen. Dogovor predvideva odpuščanje kot skrajni in zadnji ukrep. Mariborska nadškofijska Karitas je dopoldne v Aleksinec, Vršac in Gudorico poslala več kot 18 tisoč kosov humanitarne pomoči, med njimi oblačila, obutev in šolske potrebščine. V zadnjih mesecih pa je čedalje hujša stiska tudi v Mariboru. Doslej so prejeli skoraj 600 prošenj za plačilo položnic in razdelili več kot 800 živilskih paketov. Skupno so na Karitasu razdelili že za 340 tisoč evrov pomoči. Zvečer bo v Mariboru slavnostna akademija ob 150. obletnici smrti škofa Antona Martina Slomška. Vrhunec dogodkov ob jubilejnem Slomškovem letu pa bo v nedeljo, ko bo na Slomškovem trgu slovesna maša, ki jo bo vodil apostolski nunci nadškofa Julius Januš. Slomškovo leto, ki je namenjeno počastitvi 150. obletnice smrti duhovnika, pisatelja, pesnika in pedagoga Antona Martina Slomška, se bo izteklo novembra. Septembra 1999 je papež Janez Pavel II. Slomška razglasil za blaženega, še vedno pa poteka postopek za razglasitev za svetnika. Danes bo oblačno, dež se bo čez dan najprej začel pojavljati v zahodni in deloma v srednji Sloveniji, popoldne pa bo zajel vso državo. Čez dan bo še pihal šibak jugo, popoldne pa bo na Primorskem začela pihati zmerna burja, v notranjosti Slovenije pa okrepljen severni do severovzhodni veter. Po noči bo še deževalo, največ padavin bo v južni Sloveniji. Proti jutru pa bo dež ponehal, od zahoda se bo zjasnilo. Burja na Primorskem bo čez dan oslabela. V petek bo po večini jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Starejša vozila bodo od oktobra imela omejen dostop do centra. Zdravstveni dom je s pomočjo donacij dobil novo motorno reševalno vozilo. Mariborski nogometaši odštevajo ure do prvega srečanja v Evropski ligi. Bodite z nami ob 18.